Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o superhitrem učenju. No, jaz osebno se že 15 let ukvarjam z proučevanjem človeške psihologije in trenutno delam kot vodja razvoja v inštitutu Mali genij v Mariboru, preko katerega prinašamo v Slovenijo novo znanje, nova spoznanja na področju razumevanja, kako deluje človek, človeški spomin, in tudi prinašamo določene rešitve, da se lahko človek hitreje, učinkoviteje in bolj preprosto uči. Pa bom za začetek pojasnil nekaj odkritij glede delovanja človeškega spomina. Mogoče poznate primere nekaterih avtističnih oseb, ki imajo zelo fascinantne zmožnosti. Nekateri si recimo lahko zapomnijo čisto vse, čemur so izpostavljeni, vse podatke, vse informacije posrkajo vase in ničesar ne pozabijo. In pa nekateri so zmožni izračunati zelo kompleksne matematične enačbe v trenutku do neverjetne natančnosti. Vprašanje je sedaj, kako da jim to uspe. In poznamo določene odrasle ljudi, genialce, genije, kot je Albert Einstein, ali pa trenutno je zelo popularen Elon Musk, kreator PayPala, vodja Tesla Motors, električnih avtomobilov, tovarne za proizvodnjo njih, potem SpaceX, raketnih sistemov, Solar City, generatorjev fotovoltaičnih na strehah hiš in idejnega očeta Hyperloop, najhitrejšega transportnega sistema na Zemlji. Kako da lahko en tak človek zmore voditi toliko projektov in to zelo uspešno? No, jaz sem raziskal njegovo življenjsko zgodbo in v zgodnjih letih je zelo veliko bral. Zelo je samostojno proučeval, kako deluje ta svet. So torej določene biološke danosti in določene priučene danosti, za katerimi človek lahko postane genijalen, si zapomni ogromno informacij in se izjemno hitro uči. Ampak kaj natančno je tisto, kar večini ljudi prepreči, da bi bili genialni, da bi si hitro in enostavno zapomnili številne informacije? Da bi to razumeli, je potrebno biti odprt za nova spoznanja in se zavedati, da je človek večplastno, večdimenzijsko bitje, ki ga sestavljajo 3 komponente. Eno smo mi kot duhovno bitje, potem je fizično telo, v katerega se utelesimo, potem pa obstaja še 3. komponenta, ki je pa energetski, umsko-zavestni sistem. In fizično telo ima izjemno zmogljivo naravno učno sposobnost. Pomnjenje je v glavnem značilnost fizičnega telesa in fizično telo
si zapomni popolnoma vse informacije, ki smo jim izpostavljeni. Tisto, kar nam onemogoča, da bi imeli dostop do teh informacij, pa je umsko-zavestni sistem. Torej ta energetski sistem, ki se začne razvijati pri človeku tam nekje pri starosti okoli 2 let oziroma med 1 in 3 letom starosti in nam omogoča neko alternativno, paralelno, virtualno resničnost. Omogoča nam domišljijo, razmišljanje, ampak če pomislimo, koliko nam dejansko koristi, kakšen je uporaben dejavnik razmišljanja in kako zmogljiv je Če to razmislimo, bomo lahko videli, da ima zelo majhno zmožnost dojemanja in zelo majhno hitrost procesiranja informacij. Ko odraščamo, se zaradi določenih načinov vzgoje in izobraževanja naš prekomerno razvije in začne delovati kot filter oziroma izolator med nami in našim fizičnim telesom. Zato bolj, ko človek napreduje po stopnjah našega šolskega sistema, bolj se ta naravna učna sposobnost zmanjšuje. Zelo visoka je v prvih 7 letih po rojstvu, nato pa postane učenje zelo neprijetno in zelo velika muka. Težko si zapomnimo informacije in zelo malo informacij se spomnimo, nastopi pozaba. Kar se do zdaj ni vedelo, je pa to, da je vse to mogoče preprečiti. Vsak lahko doseže oziroma ohrani takšne sposobnosti, kot jih izkazujejo določeni avtistični otroci. Zato, da se to doseže, je najbolj ključno obdobje prvo leto po rojstvu, ko se v fizično telo zapišejo, integrirajo določene energije, ki jih otrok prevzame iz ljudi v njegovi okolici. Kajti besede so lahko nosilci zvoka in informacij, lahko pa besede vsebujejo tudi energije. In te energije so v glavnem indikatorji določenih čustvenih predsodkov, ki so pa nerealna prepričanja, ki jih imajo nekatere odrasle osebe, oziroma jih imamo večinoma, oziroma vse odrasle osebe. Potem pa je tudi pomembno, da v starosti od 2. do 3. leta, ko se začne razvijati, da se učenje omogoči na tak način otroku, da ostane tesno integriran za svojim fizičnim telesom. Klasične metode učenja pa so take, da otroku preveč razvijajo domišljijo in se potem poveča ta umsko-zavestni sistem. Zato otrok, namesto da bi integriral informacije direktno v fizično telo, začne razmišljati o informacijah, o katerih se uči. Na ta način potem pride do omejene integracije znanja. Vse težje se potem začne otrok učiti. No, pri Inštitutu Mali genij priporočamo audio serijo, ki vsebuje natančne informacije o razvoju otroka. Najdete jo na spletni strani IQWAVE in se imenuje Parenting Perfecting the Human Race. Ta audio serija natančno pojasnjuje, kako se razvija otrok in otrokov od rojstva naprej. Poleg tega
pa se je na osnovi tega znanja, teh spoznanj razvila še inovativna, revolucionarna učna tehnologija, ki se imenuje Tehnotutor in omogoča, da ostane učenje fizična aktivnost in da se informacije integrirajo hitro in preprosto, neposredno v dolgoročni celični spomin človeškega fizičnega telesa. Največje koristi imajo osebe, otroci, če začnejo to učno tehnologijo uporabljati že pri starosti tam okoli 3 let, ker takrat potem najbolj razvijajo svoje genialne sposobnosti. Učna tehnologija pa je uporabna tudi za vse ljudi vseh starosti, kajti z njeno pomočjo si je možno na zelo preprosti način, brez kakršnega koli umskega napora, zapomniti čisto vse informacije, ki pa so seveda sestavljene iz besed. Torej gre za tehnologijo neposrednega pomnjenja besed na ta način, da jih zapečemo v dolgoročni spomin. Če želite tudi vi izvedeti, kako ta tehnologija deluje, če jo želite preizkusiti na svoje oči, na lastni koži, vas vabim, da kontaktirate naš inštitut za razvoj izobraževanja Mali genij iz Maribora. Vse te povezave do teh informacij pa najdete tudi v opisu tega videoposnetka, tako da enostavno si poglejte, poklikajte povezave in boste prišli do teh informacij in do naših kontaktov. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.